Nahajamo se v Vivariumu, laboratoriju za delo z živimi organizmi, zraven galerije Kapelica na Inštitutu Kersnikova. Prejšnji teden smo imeli somentorico Nastjo Ambrožič priliko, da sodelujeva z enim umetnikom, Tarom Knopom, ki se večinoma ukvarja s fungiji. Trenutno je baziran v Linzu, drugače je iz Tajvana in predvsem ga zanima življenje gliv v naravnem okolju in v nekih zaprtih prostorih, kot so na primer inkubatorji oziroma neki zaprti ekosistemi. Ukvarja se z električnimi impulzi gliv in kako jih lahko preoblikujemo v neke nam zaznavne impulze v smislu slike, zvoka, nekega dotika. Inštalacija, ki jo vidimo, je nastala v sklopu projekta Mycobiont, ki kot mreža micelija, ki povezuje rastline za izmenjavo informacij in hranil, povezuje nekako nas, ljudi, umetnike in znanstvenike med sabo in deluje kot nek v bistvu mreža izmenjava znanja. Tako da v tem projektu smo v bistvu veliko hodili skupaj v gozd in nabirali organizme in se igrali in si razlagali naše izkušnje ter pač stvari, ki jih vemo o organizmih in njihovem življenju. Taro je ena taka radovedna duša in midva z Evo smo imeli čast sodelovati z njim in ko-kreirati ta zaključni projekt. Ubrali smo drugačen način dela, kot ga ponavadi uporablja Taro. Rekel je, da je večino časa po laboratoriju in v bistvu vse materiale, iz katerih dela ta svoja dela, prinese s sabo. Mi pa smo si sposodili kolesa, vzeli smo bicikel in smo šli okrog krožnika na en izlet, kjer smo v bistvu nabirali različne vrste maha, praprot, tudi druge rastlinice za tele samooskrbne ekosisteme. Kdor ne pozna besede miceli, naj povem, da je v bistvu en izmed zelo pomembnih gradnikov narave. Ali kako naj povem, v šoli nas učijo, da sta flora in fauna zelo pomembni. Pa mislim, da fungi oziroma fungi dostikrat pozabijo omeniti. Zato, ker je to ena mreža pod zemljo, lahko si predstavljamo tako internetno mrežo recimo, kjer se sporazumevajo tudi drevesa med sabo recimo in ne samo sporazumevajo, tudi skrbujejo z hranili, ki jih primanjkuje in tukaj miceli tudi odigra veliko vlogo. Miceli je podgobje, to je večina gobe, to je njeno telo, ki se razrašča v substratu, torej v zemlji, znotraj trhlih dreves. To je tisto, če greš v gozd in dvigneš kakšno odmrlo drevje ali pa malo pogledaš pod ljubje, so notene take tanke nitke. In tisto, kar mi pol mislimo, da je cel fungi, kar pride v naš vidni prostor, je goba, to je njegov reproduktivni organ, torej ga uporablja samo za spolno razmnoževanje. In iz njega padejo trosi, iz česar nastane potem nov micelij, ki ustvarja to mrežo, ki je v bistvu prepletena okrog celotne zemlje. In temu rečemo Wood Wide Web, ker se preko njega prenaša ogromna količina informacij med drevesi v gozdu, na primer. V tem projektu smo skreirali 3 pleksi krogle, v katerih so zaprti ekosistemi. V enem so stranski produkti človeka, torej njegove smeti, na primer plastika, ki naj bi jo miceli lahko razgrajeval in se ga v te namene uporablja tudi za mikroremediacijo, kar pomeni, da se preko pomoči micelija sistem znova obnovi v svojo prvotno stanje, ki omogoča organizmom, da živijo v nekem balansu. Poleg tega vsebuje še farmacevtske produkte, na primer kontracepcijske tablete z ženskimi hormoni, na katere se tudi micelij odziva in nas tako povezuje v neko to molekularno biosfero, ki si jo delimo z drugimi organizmi. In je drugače ljudem precej nevidna.
ker deluje na molekularni ravni. In opazujemo, kako se bo micelij odzival na vse te umetne faktorje v okolju. V bistvu bo prerastel in upamo, da tudi razgradil plastiko. Ne vemo čisto točno, zato ker ta PLA plastika je v bistvu filament za 3D printanje, ki je narejena iz škroba, ampak ne vemo, mislim, da ni čisto biorazgradiva. Tudi micelij lahko na nek način komunicira s hormoni oziroma hormoni naj bi vplivali na njega, tako da je zdaj to... V bistvu se je šele začel ta projekt, zdaj bo trajal dalje s tem, ko bomo mi opazovali, kaj se dogaja med vsemi temi bitji, ki noter živijo. Poleg tega nas zanima tudi, kakšen bo odziv micelija na hormone, ker si neko osnovna struktura hormonov pri živalih, ljudeh, miceliju je precej podobna in recimo, ko ženska poje kontracepcijske tablete in gre na WC in gre ta urin v okolje, je naloadan z hormoni, ki jih dajemo vase. Torej se na to odzivajo tudi drugi organizmi. Ti hormoni pridejo v stik z drugimi organizmi in jim spremenijo način metabolizma in razvoja in spolnega obnašanja. In to področje je zelo težko raziskovati, zato ker je tako kompleksno, ker je težko slediti neki molekuli iz našega telesa, ko gre po kanalizaciji potem v ekosistem. In tukaj imamo priliko to videti, zato ker smo situacijo zaprle v kroglo, kjer se vse skupaj dogaja. V drugi krogli je Taro ustvaril ekosistem z rastlinami in miceliji, ki služi kot nek estetski in radovedni vpogled v to, kako se bojo organizmi znotraj tega zaprtega sistema na dolgo časovno obdobje odzivali drug na drugega v bistvu. V tretji krogli pa smo micelij povezali z napravami. Torej, v micelij sta zapičeni dve elektrodi, ki merita njegovo električno aktivnost in jo prevajata v zvok, tako da je bil na dan otvoritve tudi džem. Ta tretja krogla, povezana z elektrodami, ima nek centralni micelij na substratu v steklenem kozarcu, ki mislim, da je bioluminescenten, torej se sveti v temi. Okrog njega pa so postavljeni substrati z micelijem, ki je preraščal v vreči, zato imajo neko tako v bistvu anorgansko obliko že na nek način. V micelarnih substratih, ki obkrožajo centralni kozarec, so zapičene elektrode, ki merijo impulze micelija, ker je kot vsi živi organizmi električno bitje in se to potem pretvori v zvok, torej nekaj, kar lahko mi zaznavamo, ker ti kot vidiš micelij v gozdu, teoretično veš, da potekajo izmenjave informacij in električni impulzi in razni metabolni procesi v njemu, samo ne moreš tega nikakor izkusiti zares. To pa nam ta inštalacija omogoča, torej lahko dejansko slišimo bivanje micelija. No, Taro je, njegova najstarejša krogla je zaprta že 5 let in jo opazuje. In na začetku izgledala tako kot ta druga krogla, ki jo je naredil, torej not so samo rastline in micelij. In en micelij v kozarcu, ki se sveti v temi. Ampak to je to in zdaj v roku 5 let je v krogli ostal samo še micelij in plesen. In se je ustvarila ta lunarna tekstura, taka malo krasti, v kateri ima ta micelij, ki je bel in neka plesen, ki je zelena, to igro vzorcev. In malo en prerase, pa malo drugi prerase. In se ustvarjajo take zanimive teksture, ki so estetsko ful pleasing.
Najna naloga z Evo je sedaj izpeljati ta projekt dalje in smo odgovorni, da spremljava in najno to sfero in tarotove ekosisteme in si beleživa, kaj se dogaja, kateri organizmi bojo preraščali druge, kaj se bo z miceljem dogajalo, kdaj bojo recimo sploh gobe začele rasti. Dali smo noter gobe, ki počasi rastejo, torej rejši, tremete, Taro pa je v eno izmed njih dal tudi bioluminescenčno gobo, katero bomo lahko spremljali kasneje in njeno rast. Recimo v najnem ekosistemu bi moral rejši začeti rasti čez 2-3 tedne, recimo, dokler se miceli ne razraste čez celo ploskev. Pri Tarotu pa bomo videli v bistvu. Najna naloga je, da tudi opazujeva vse te bovle par let, pa da vidimo, kaj se zgodi. Mogoče, ko nas ljudje ne bo miceli prevladal čez svet, bomo videli. Mislim, da je že bil enkrat glavni, je prevladoval v bistvu na Zemlji miceli kot bitje, potem pa je pač bilo več mass extinctionov. Tudi pred dinozavri so že bili mass extinctioni in enkrat takrat je miceli bil ta glavni.